Vita živjo, Mojca Ribič z vami, Lavitas Vitas Energy. Takole, danes se vam pa na hitro oglašam, ker bi z vami spregovorila malce o sprostitvi, zakaj mišice rabijo tako gibanje, kot na drugi strani tudi sprostitev in kakšne sprostitve v bistvu obstajajo in na kakšen način se lahko tudi sprostimo. Tako da bi majčkeno povedala, da enostavno, kot že vemo, naše telo rabi gibanje, vsakodnevno gibanje, vsaj pol ure na dan. Ali se boste odločili, da greste ven hoditi, hoja je najbolj pristno gibanje. Pri hoji res ni obrab. Mislim, zdaj odvisen tudi na kakšen način imate pozicijo hrbtenice, ali sploh ste v ravni hrbtenici ali ne. Ampak bom tako rekla, hoja je najbolj naravno gibanje. Tle se ne moramo nekaj preforsirati, ker pač samo hodimo in je to res nekaj najbolj pristnega in najbolj naravnega. Zato bom rekla, pojdite vsak dan za pol ure ven v naravo, pa boste zraven dobili še sprostitev, naužili se boste svežega zraka, pa še gibanje, tako da imate cel sklop, vse v enem, v pol ure. Tako da, če se odločite, da greste na vadbo, recimo, zberite si tako vadbo, ki vašemu telesu paše. Jaz bom samo to tako rekla, začutite tisto vadbo, začutite svoje telo, kako se na to vadbo odziva in če imate kakšne bolečine, pol nekaj ne štima. Tako da, dajte to vse skupaj opazovati, pa spoznajte čim več vadb. Ne se takoj samo eno zapičati, zato ker vaša kolegica tja hodi, ali pa zato, ker je zdaj to trend in vse revije o tem pišejo. Jaz bi sledila svojemu navigatorju. Bi majčkeno tudi pogledala, kaj moje telo želi. Ker smo v različnih fazah. To pomeni, da enkrat telesu paše norenje, čeprav to je kar pod narekovajem, ko nekaj norimo. Ne vem, če se znamo že glih kontrolirati med norenjem, da vse naredimo prav. Tako da tudi tlej catch, tako da mečkaj tudi te stvari vzaveste, kdaj norite, pa kako norite, pa kako se počutite po norenju. A vas vse boli? Ali ste sproščeni, Te stvari so zelo pomembne. Tako da spremljajte sebe, spremljajte svoje telo, spremljajte svoje počutje. Zelo pomembno. In ko boste začutili, da je res to, potem pač vztrajajte pri tem. Tako da, kar se teh vadb in vsega tiče, ogromno je teh vadb, tako da jaz razumem, da se težko za nekaj odločite in pol pač sledite zunanjim vplivom, ampak jaz vam priporočam, da res svojo navigacijo vklopite in sebe začutite in res začutite tisto vadbo. Začutite, da je sinhrona s telesom. To je ful pomembno. Tako da, ko se odločite, torej imate gibanje. In če imate eno uro nekega gibanja, potem rabite tudi, gibanje je yang, recimo, ker ima bolj taf, pa potem rabimo še yin, to pomeni sproščanje. Zdaj, če imate v vadbi hkrati tudi raztegovanje in sproščanje, dihanje, imate lahko to vse v eni uri. Če pa tega nimate, pa rabite potem še eno uro, da boste telo sprostili. Zdaj, a ga boste z stretchingom sprostili, raztezanjem, lahkotnim gibanjem, dihanjem, kakorkoli že, zopet opazujte svoje telo, kaj mu paše. Ampak dejansko vi rabite in yang in yin, to pomeni, da rabite gibanje
in rabite sproščanje, tudi umsko sproščanje rabimo, ne. Tako da mečkam tudi te stvari, ne. Umsko sproščanje je predvsem najlažje narediti z dihanjem, tako da se ukvarjate z dihanjem in razmišljate takrat tiste trenutke samo v dihanju, torej na kakšen način boste vdihnili, na kakšen način izdihnete. Zdaj tisti, ki se že poslužujete meditacije, dobrodošle, a ne, začnejo se zopet z dihanjem, a ne, potem lahko gremo naprej, ko imamo prazno glavo, se lažje v bistvu konektamo s svojim bistvom, z res pravim jazom sebe in lahko prave informacije pač začutimo v sebi. Dokler pa dela, ne, pa to, pa ono, pa tretje, pa non-stop vam nekaj servira, takrat pa ne morete tistih res pravih notranjih svojih informacij nekako slišati. Ne. Tako da zato je tudi ta yin, ki je zelo pomemben, da enostavno poslušate sebe in to boste naredili ali z meditacijo, sproščanjem, dihanjem, karkoli že pač vam paše. Lahko pa greste v naravo, pa boste tam dobili intuitivne informacije, katere rabite za svoje delovanje. Ne. Tako da zelo različni smo, ampak rabimo pa oboje. Tako da jaz vam lahko ponudim in vadbo Vitas Energy, zelo posebna zadeva, kjer imate vse v enem, torej dihanje, gibanje na zelo poseben način, predvsem obdelujemo, bom rekla, pravilno držo, notranjo moč in pa potem pride še raztegovanje in pa sproščanje. Ne. Tako da vadba Vitas Energy res vse zajema. Na voljo pa potem imate še različne dogodke ali pa recimo self-care delavnica, potem delavnica dihanja, posebej se prav, bom rekla, celostno gremo v naše dihanje, ga zaznamo, se v bistvu z različnimi vajami ga ozavestimo. Potem imate sprostilne meditacije, prav zvočno meditacijo imam posvečeno sproščanju mišic, tako da res mišice sprostimo, na en tak poseben način in pa seveda s pomočjo vibracij kristalk, ki so res čarobne in res globoko prodrejo v telo. Potem imate samo kot sproščanje zvočne kopeli, zvočne gong kopeli, tako da pridete, se uležete in samo uživate v teh zvočnih vibracijah, ker pač smo različni, eni radi delate, ne, in meditirate, drugi pa se radi sam pač prepustite zvoku, tako da različne stvari so, s katerimi se lahko pomagamo. Srčno dobrodošli na katerokoli, bom rekla, zadevico, ki vas pokliče. Vse informacije najdete na moji spletni strani www.lavitas.si, tako da jaz vam želim vse dobro, nekako ta ravnovesje, nekako vam želim, da ujamete vsak dan. Tako da, kar se tega tiče, je zelo pomembno, da ravnovesje lovite vsak dan, da ga ne rušite, ampak ga lovite. To pomeni, da res nekako začutite svojo energijo, svoje telo in ko gre ravnovesje gor dol, da to začutite in nekaj naredite na tem, da zopet pridete na eno tako, bom rekla, točko ravnovesja. Tako da s tem bi vas nekako spodbudila, da delate na sebi, da začnete čutiti sebe, predvsem to. In to je bistvo tega messagea, da začutite sebe in če nekaj ne štima, da nekaj potem tudi v tej smeri naredite. Tako da jaz vam želim vse dobro,
veliko balansa v vašem življenju in seveda dobrodošli na dogodke, na vadbo. Se vidimo ali v živo ali v naslednjem videu. Vita živjo!